Zdaj, danes se v družbi veliko govori o stresu, o izgorelosti, o motilcih pozornosti, o digitalnem odklopu. Do mene tako vsak dan me s čim novim založijo. In o meditaciji ter hvaležnosti. Matej, prej sem povedal, si vrhunski športnik, hodiš v normalno službo, imaš punco, to so 3 področja, ki ti lahko povzročajo velik stres. Kako ti to pohendlaš, vse te 3 stvari, toliko stresa, mislim, kako to uspeš uskladiti, daj nam to malo razloži. Dobro, začeti moram tam od konca, punca res ni nek velik stres, ne. Tisto se lepo skombinira, kar se... Kar se tiče, dobra služba, pač se mi zdi, da moraš znati malo popredalčkati, da ko enkrat zaključiš, ko enkrat zapreš računalnik dol, da znaš odklopiti. Kar se tiče športa, pa se mi zdi, da če imaš, da si v športu iz pravih razlogov, da nisi tam zaradi samih rezultatov, da si tam zaradi tega, ker imaš pač eno stvar enostavno rad. Pač pridejo rezultati, pridejo poškodbe, vsi tlele smo jih že imeli, vsi bomo verjetno še imeli, upam, da čim manj. Ampak pač greš čez to, na koncu še zmeraj delaš to, kar imaš rad in ni težko. Kar se cajta tiče, se pa splača, da stvari malo skombiniraš, ne, in pač greš na zmenk, pa greš pač skup s punco, pa greš plezat. Tako da malo moraš skombinirati, pa se da. Dobar, super, hvala. Mina, ti si šolana psihologinja. Meditacija, kako ti vidiš to stvar? Kaj to pomeni? Ja, v bistvu jaz mislim, da tle imamo neke zdaj definicije meditacije, ampak bi rekla, da v življenju vsak naj najde tisto, kar njega nekako pomirja. In meni je lik za to plezanje toliko všeč šport, ker te res zahteva celega, vzame ti vse svoje misli in med tem, ko plezaš ali pa tudi, če kjer drug šport počneš, dejansko ne moreš misliti na drugo. In velikokrat potem, ko sem že počasi zaključevala tekmovalno kariero, sem se srečala z raznimi oblikami meditacije, mindfulnessa in pa sem bila unoma, čakaj, kaj zdaj vi mene tle učite? Pač nisem razumela, ker sem imela to vsak dan. Na treningu, nekaj, kaj v bistvu sem rada počela, kaj sem tudi počela zaradi posledic in življenja, v katerega sem upeta, ampak bi rekla, če nekaj res počnemo s srcem in predano, je že to tak naš mindfulness. Se pravi, dnevna meditacija. Super, top. Zdaj, Julijan, vedno umirjen, kreativni vulkan. A imaš ti sploh potrebo po meditaciji? Ja, mislim, da sta lepo oba in Matej in Mina povedala, pri teh stvarih, ki jih radi delamo, včasih sploh ne opazimo, da je včasih tudi meditacija del teh stvari, sploh takrat, ko smo umirjeni, ko smo osredotočeni sam na eno stvar. Ampak glede na to, da ne vem, glasba pa igranje, druženje z ljudmi, nočno življenje, to terja nek svoj davek tudi in če nisi tukaj pozoren, pa se ne čuvaš, to tudi izčrpava, sploh pokor vsako delo z ljudmi. Jaz to nekako najbolj s tem kontrapolom, z naravo, z izleti, z hojo hribe, tudi plezanje je ena taka stvar, ker sem se lotil zaradi tega, ker sem zelo živo, da sem se lahko čisto odklopil, recimo, da bi bolj fizična stvar, ne. Je pa tako dobro, ker si ti recimo prej rekla, jaz tudi v glasbi čisto vsako sekundo se trudim, da sem totalno skoncentriran pa osredotočen na točno to, kar počnem, da sem z vso prisotnostjo tam. In to je tudi neka vrsta meditacija, te pa tudi pol zelo zmatra na en način, ker se toliko samega sebe daš noter. Sam narava ima zame še eno tako mogoče zdravilno moč, da pa lahko res čist brez kakršne koli bolečine, pa čeprav gre za šport, pa je fizična bolečina, če recimo kaj, če plezam, če športam, če tečem, je vsem pol ta nagrada, nek ta občutek čiste prenove miselne in fizične, ki mi na muskelfiber recimo, ne. Tako bi nekako to bila zame. Dobar, odlično. Mere, 3 ljubezni, gorništvo, fotografija, pisanje, korelaciji z meditacijo, a
A bi lahko opredelil tukaj, kaj je bolj meditativno, kaj je manj mogoče? Jaz to meditaciji nimam točne predstave, niti jo ne znam kaj dosti definirati. Jaz jo občutam, kadar jo občutam, in sicer tukaj spada tek. Tega nisem ti omenil. In med tekom se mi že neparkrat zgodil, da tečem, potem pa se kar naenkrat zavem in ne vem, kje sem. Na ta način sem se že dvakrat, trikrat zgubil, ampak sem še zmeraj našel nazaj. To se pravi, tam padem v en trans, za nobeno stvar ne vem, a je ta prava steza ali ni, to me nič ne zanima, jaz sam tečem. In to je pri plezanju, recimo, če je užitek meditacija, pol se tudi tam to pojav, a ne? Zlasti v hribih. Tle na plastiki ali pa plezališčih ne more, to ne. Lahko se je tam trenutno, ker se ti fajn zdi, ker si naredil kombinacijo njih, ne vem, parih za mene težkih gibov in je lepo šlo, ne. To je, recimo, v hribih je pa drugače. Zastopam. Ja. Se pravi, po Mirotovi tezi morate iti meditirati v gozd teč ali pa v hribe, v plezalni center, tam boste težko meditirali. Ja. Super, v redu, legitimen odgovor. Lahko še nekaj dostavim. Ne? Pred mnogimi leti, ko se je veliko tudi takrat v meditaciji govoril, sem jaz vstajal ob 5 zjutraj, pa sem pol ure v svečo na mis gledal, pa sem vse sorta drug mislil, sam zgubil se nisem v mislih. To ni meditacija bila. Se pa sem hitro opustil. Manjka sveče. Top. Ja, koncentrira. Jernej, najprej me zanima, kdaj plezem? Enkrat. Mislim, odkar sem nozičko enkrat, ker sem bil majhen, pa po moje posodke so me pač spustil. Se pravi, zdaj, po nezgodi, si pa enkrat. Kje je bila prilika? Na plezalni steni v Planici. Ok. Super. Kdo te dal na štrik? Na štrik me je dal profesor športne vzgoje, pa vsi sošolci, ki so bili tako, pač, če bomo in boš tudi ti. Tako da nisem imel izbire, kar naenkrat sem bil v steni, pa to je bilo to. V redu. Mislim, drugače si dobrodošel v našem športu. Z Matejem se itak poznata. Če lahko Matej pleza in to odlično. Mogoče pa tudi jaz. Pridke je pogledati. Tako, a imaš še kako drugo športno ljubezen, kaj še rad počneš od športa? Verjetno, poleg smučanja še kaj športaš? Pa bolj ne vseeno. Pač mene vsak šport potegne, sicer za nobenega nimam toliko časa, da bi se mu lahko res posvetil, pa ga naštudiral. Ampak pač vsakič, ko nisem na smučah, probam kaj novega sprobati, tako da pač mislim, da skoraj že ni bilo invalidskega športa, razen plezanja, ki ga ne bi sprobal. Super. Tako, pol pa me zanima, hormon sreče, ki se sprošča s telesno aktivnostjo. Zdaj, kako vi to doživljate? Se pravi, ste telesno aktivni, Mire je povedal, da pade v trans, ko gre teč. Pa ne vsakič. Ne vsakič. Ste srečni, ko športate? Ja, definitivno. Se mi zdi, da plezanja, pa praktično vsak šport imaš tako več različnih teh nivojev oziroma možnosti tega užitka. Eno je tisto, ki pač je v bistvu zelo naporen, ampak nekako uživaš v tem, ki pač iščeš svoje limite. Druga pa sploh pri plezanju tisto nekaj najboljšega, ki pač prideš na vrh. Se to je pa zelo simpel za razumeti. Pač ena stvar je dobra med tem, ko jo plezaš, ker samo uživaš v gibanju, druga je proces, trpljenje, matranje, tretja stvar je pač to, ka nekaj prideš na vrh in je sam dober. Mire? Ponavadi je tako, ko me tisto, kar počnem na dejavnost, se skoncentriram maksimalno, potem, ko to mine, sem tudi srečen. Prvič, če je bilo naporen, da je konc, drugič pa, če me je ratal, pa sem vesel, pač, da me je ratala. Hujša kaj tura, bolj kaj je
bolj se pol počutim, kaj je za mano. Ja. Papir bolj paše. Dobar. Brez alkohola, seveda. Samega sebe pa da bom golfal. Super. Mina, a lahko primerjaš tvoj užitek pri samem športanju, koliko je bilo tega zadoščenja, tega hormona, ki nas dviguje športnike, ni važno, na kakšnem nivoju to počnemo. Takrat, ko si bila vrhunska športnica, ko si bila na glavo not v tem, a je zmagoval hormon sreče, a si ful trpela, ko si se mogla odpovedovati stvarem, zaradi tega, ker pač biti vrhunski športnik, vemo, da ni enostavno. Ja, zdaj, ko gledam za nazaj, samo pa dejansko sem se kar stvari mogla odpovedati, pa fuljenih stvari narediti. Ampak bi rekla, da ravno zmagovalna mentaliteta je bila, da jaz takrat tega nisem občutila. Pač meni je bil life, jaz sem bila hvaležna, da lahko počnem to, kaj počnem. Da pač grem na treninge, da me vse boli, pa da vseeno, pač blessing, lahko grem na trening in delam to, kaj mi je the best. Druga stvar pa še, kar si rekel za ta občutek sreče. Velikokrat slišimo tudi v intervjujih, ali pa sigurno sem tudi jaz kdaj rekla, da pač grem na tekmo uživati. Ampak realnost je, da na tekmi redko res uživaš. Uživaš pol, kaj je konc. In po me veliko ljudi tudi vpraša, ok, zdaj greš v skalo, poplezaš lahko ful lažje stvari, ali pa se jih tako moraš matrati v neki oceni, ker ti je takrat niti v zagrebanju ni bila. A še zmeri uživaš? In jaz sem ja, se mi vidite, ja, uživam. In smo ravno prišli do tega, da je sam definicija tega, kaj je užitek v plezanju manj pomenil med tekmovanjem, pa kaj mi pomeni užitek v plezanju zdaj, je različen. Ampak še zmeri pa iščem veselje in ga tudi dobivam. To vidimo. Mino večkrat lahko srečamo, ko gremo plezati in to, kar bi srečal 10-letnega otroka, ki je res iz vasi prišel, zdaj neka stena, neki novega, rekviziti, to je pravo veselje. Saj, če ne vem, koliko let plezal na uni flanki, pol je vsaka dobra. Ja, bravo, super. Julijan, hormon sreče med tem, ko športaš, pa poškodbe. Ja, te to srečuje, kdaj poškodbe? Mislim, poškodbe me ne srečujejo. Ne, če te srečuje, če imaš poškodbe. Ja, ne, seveda. Recimo, ko sem nekaj cajta hodil bolj intenzivno plezati, se mi je zgodil, da sem se zgleda nek živc, nekaj pretegnil, ne, ni bilo pol tako fajn, ker nisem mogel niti kitare špilati, niti plezati, ne, tako da pol moraš malo potrpeti. Ampak vse veste, po mojem vsi, kako je človek si itak želi, vedno, ko ima priložnost iti ven športati, si vzeti čas tudi za neko fizično aktivnost. Včasih ti ne da zjutraj vstati, pa bi raje malo pospal, ne bi lik zgodil vstal, da bi šel v hrib, pa ko greš v hrib, malo jamraš, kam je zdaj tega treba, žejen si, izmatran. Ampak greš naprej in ne glede na to, kako je proporcionalno to za vsakega težko, ali pa lahko čim greš naprej, pa zaključiš nekaj, kar si začel, ali pa ostaneš na tej poti, ker se vedno prepleta v bistvu to trpljenje, pa tako, kot so že ostali povedali, pa užitek si pol nagrajen nekako. Ne. Pa ne gre se po moje tudi toliko za cilj, kot za ta cel proces, ki se ti skozi ponavlja, pa dogaja. Se moraš skozi malo sam s sabo boriti, da si pol zadovoljen. In to doskrat razmišljam o teh stvareh, pa opažam, da mi je to v bistvu všeč, da moram samega sebe nekako spodbujati, pa siliti še naprej. Ker tudi veliko, ko hodim, pa delam te fizične aktivnosti, lahko me se ene stvari sam pri sebi razmislim, tako tudi v življenju, pa teh stvareh, in to mi zelo pol pomaga, ko pridem nazaj, ne se ukvarjati z nekimi ostalimi stvarmi, ali službo, ali z življenjem na splošno. Je pa ta hormon sreče definitivno pol, ko prijaš iz neke aktivnosti, še toliko bolj viden. Ga čutiš, ne? Ja, je poseben film. Si zmatran, ampak si vesel, ne, da je nekaj uspel. Ja. Dober. Jernej? Sreča, šport. Je tako, kot so že vsi sogovorniki prej rekli, včasih si srečen, ko to počeš, včasih si srečen, ko je konc tega, pa si tako, hvala Bogu, da imam. Tako nekako je bilo včeraj pri meni, ko me je pol metra snega zasnežil, sem komi čakal do konca, na konc, ker sem bil pa cel mokar, pa sem se videl v WC, v bajti, kakšen sem po mojem sem bil takrat najbolj vesel, ker sem samega sebe videl, kakšen sem bil. Tako da pač ja, valjda ne bi to počeli, če nas ne bi srečevali, vsako na svojem področju, tako da mislim, da ne bi bili danes tukaj, če nam ne bilo to veselje. Stvar je jasna. Hvala lepa.
V bistvu bil predstavnik tega sindikata v imenu vseh, šport nas osrečuje. Dobri feelingi so. Zdaj, kaj pa to? Zdaj pač neka prava faza je, da plezanje ni le šport, ampak je način življenja. Zdaj pa, kako smo tle, se pravi, zanima me pri tistih, ki plezate, kaj mislite o plezanju, a to drži, pa zakaj to drži ali pa zakaj ne. Po drugi strani pri Jerneju v bistvu me zanima, kakšna je smučarska zgodba, pa lahko tudi začnejo pri tebi. Se pravi, smučanje ni le šport, je način življenja? Ja, siguren. Mislim, po mojem sploh pač šport na splošno je način življenja. Verjetno smučanje na svoj način, plezanje na drugačen, pa če se s tem tako profesionalno ukvarjaš, itak nekako živiš za to, živiš od tega, pa si odvisen, tako da pač ja, nekako posvetiš cel dan pač enemu cilju. Biti športnik je absolutno način življenja, se strinjam. A pa se tako parasmučarji trenirate skupaj, imate kdaj skupne treninge? To je nek community skupnost. Ja, sigurno. Mogoče smo Slovenci malo bolj stran od vseh ostalih, od Avstrije navzgor je to še bolj razvit, kot pa pri nas. Sploh Skandinavci recimo so veliko povezani. Pri nas je tudi kakšna bolj taka eksotična država, recimo Japonca ali pa kakšnega Nizozemca, ki nekako ne spada v smučanje. V klasičnem smučanju ne vidiš, pri nas so pa to kar eni vrhunski športniki. Tako da pač težko biti povezan z enim, ki je na drugem koncu sveta, ampak pač ta osrednja Evropa, pa pol malo bolj severno, pa pač sigurno smo ena družba, ki držimo skupaj, pa ki pašemo skupaj. Super. Julijan, koliko tega plezalnega načina si izkusil, se pravi, poleg umetnih sten, narava? Sem kar nekaj tudi v naravi. Nisem sicer tako, da bi prav toliko cajta ustrajal, da bi izboljševal svojo tehniko, ne, ampak nekako lahko rečem neke te začetniške pa še malo naprej smeri plezal tudi v naravi. Naravi je že tako prej, kaj Mire omenil, je vedno drug občutek, ne, čeprav nisem izkusil še alpinističnega plezanja v tem smislu. Tudi kakšno daljšo smer sem pa tako v steni tudi že splezal, več raztežajno. Kar sem jaz začutil tako kot laik ali pa kot amater, bom rekel, iz svojega vidika, da je lepo, se mi zdi, da narava nekako tako potegne ven pa to okolje samo od sebe neko skupnost, da se zgradi med ljudmi, ki so prisotni recimo v plezališčih, si pomagajo, govorijo o svojih izkušnjah, kaj je kdo doživel, kaj je kdo splezal. Že to po moje, da smo kot homo sapiens toliko tisoč let prej živeli kot nomadi, smo plezali okoli naši predniki, pa tako se mi zdi to res mogoče plezanje neka taka stvar, ki nam je prirejena, pa pol te nekako vlečejo. To sem izkusil, mogoče tako lahko rečem, da me je začel kar obsesivno nekaj časa, ker sem tako redno hodil tudi trenirati, vleči v to, da bi pa še bolj nekako se temu posvečil. Tako zelo taka močna stvar te lahko potegne in mislim, da definitivno, če si takole 100% noter, se vse giblje okoli tega, celo življenje, se pravi, takrat, ko imaš prosti čas, boš šel to delati z družbo. Tudi se mi zdi povezave, tako ko imam par prijateljev plezalcev, so zelo posebne med ljudmi, ki skupaj tako nekaj doživijo. Neke globoke vezi, ki jih mogoče tako v kakšnih drugih primerih v življenju ne moreš tako hitro splesti, kot pa tle, z neko tako res fizično aktivnostjo. Se mi zdi, da je to kar zaznamujeno. Dober odgovor, te bomo pelali v hribe, pa bomo še kako rekel. Sploh se mi zdi ti večdnevni plezalni izleti, ni važno kam, lahko je to na Kamne, Fontainebleau pri Parizu, balvansko plezanje, lahko je to v Istro, športno plezanje, ali pa pač kam v hribe za 3 dni, pa na kak bivak vmes. Se mi zdi, da to, kar pač dodaš dimenziji enodnevnega plezalnega izleta s boljšimi prijatelji ali pa s familijo ali pa s punco, fantom, kukarkoli ali pa sam sabo, ko dodaš drug dan, pa večer, pa jutro zraven, to se mi zdi, da je
da je ono res potem postane način življenja v resnici. Mina, kaj od minulega obdobja časa vrhunske tekmovalke pogrešaš danes? Aj kaj tazga, kar si kdaj rečeš, mater, še kakšno sezono bi potegnila? Iskreno ne. V bistvu bi rekla zase, da sem kar dolgo tekmovala in kad sem se odločila, da neham tekmovati, sem bila zelo pomirjena s to odločitvijo. In tudi zdaj res veseljem pogledam tekme, ampak sem tudi zelo vesela, da jih gledam. Tako da bi rekla, da morbit bi kdo rekel, da sem malo predolgo tekmovala ali pa da nisem do konca izkoristila, ampak najbolj vesela sem s tem, da sem jaz pomirjena s to odločitvijo in da takrat, ko sem rekla, evo, zdaj pa grem, da je bil cajt. Jaz mislim, da si dobro naredila. Najboljše je to, da greš še zdaj rada plezati, tako da očitno je bilo vse na pravem mestu. Mere, kdaj v plezalnem življenju se tebi najbolj iskrijo oči? Kaj so one stvari, ki te res usrečijo v dno duše? Takrat, to v glavnem zdaj mislim na hribe, a ne? Karkoli. Takrat, ko nenadoma se zaveš, nisem niti treba študirati, veš, da bo šlo dobro, da si že mogoče težko čez, pa tudi, če še imaš tisto prepričanje, ki ti v bistvu more ratati, ker težko, da ti kaj spodleti, razen če ti skala na glavo pade. Takrat sem jaz najbolj vesel, pa magarče imam še ne vem koliko, par 100 metrov, pa še cel sestop, ampak enkrat to nastop, da trenutek. In to je... To je ta samozavest, ki se dan začne, ki se razvije, ki se segreješ, ki nekaj splezaš, nekaj prehodaš. Ki misliš, da ti ne more nič spodletati. Flow, ne? Flow. Čeprav mi je 3-krat. Ampak kdor ne pade, se tudi pobrati ne more, Mere. To mi znamo. Super. Matej, ti boš pa zdaj povedal, kaj je zdaj una stvar, ki pri plezanju magično privlač? Ti igraš tudi basket, pa rokomet, pa se z bajkom vozaš, plezaš. A bi sploh lahko plezanje, a ima plezanje kako prednost v tvojem srcu, očeh, rokah pred temi ostalimi stvarmi ali ne? Ja, definitivno. Pač tako plezanje, kolo, pa vse ostalo, kar se športov tiče. Ne, je nekaj, pač nekaj je res na temo, ki se mi zdi, da je taka stvar, težko delaš plezanje na pol, pač ne moreš plezati na pol z glavo doma, če si pozabil šporget ugasniti. Zelo si noter v tistem momentu, pa toliko zelo si pač čist sam si samo od sebe odvisen. Isto kot recimo na kolesu, pač te zdrsneš nek. Te dva športa se mi še najbolj tako po svoje primerjata. Zelo moraš biti noter skoncentriran v tistem momentu, kjer si, pa za vse napake zelo direktno ti, ali tvoja ključanca, ali tvoja hrbtenica, ali karkoli, zelo hitro odgovarjaš. No. Tako ali pa drugače. No, športno plezanje, tudi če narediš napako, visiš na vrvi. Definitivno. Ali pač mokneš na blazino. Če ni nekih sekundarnih napak, napake pilota. Ampak razumem, pa če je neka magična stvar, jaz basketa ne igram, no. Kdaj se pelem z biciklom, pa plezam pa mater. 30 let imam že iste feelinge. Res je dobro. Pa tudi ne znam čisto povedati, zakaj. Ljubezen, vse ti da in vse ti vzame. Zdaj imamo tako, a ne, se pravi, Matej, ti si 3-krat začel s plezanjem, 2-krat vmes si prekinul, enkrat kot
srednješolc, si dal malo na stran, pa Pavlov nesreči. Kako s plezanjem ti sprejemaš stvari, ki jih dobivaš, pa kako spuščaš stvari svojih rok? Se pravi, pač resna nesreča se ti je pripetila pri plezanju. Se pravi, plezanje ti veliko da, ti je pa takrat ogromen vzel, na nek način. Kako to sprejemaš? Ja, se mi zdi, da v bistvu tako eden najbolj pogostih vprašanj, ki ga dobim, če bi pa imel možnost nekaj spremeniti, pa zihar ne bi plezal. In v bistvu sem pogruntal, da ne vem, nisem še prišel do odgovora tle. Tako kot si rekel, vse da, vse vzame, ampak jaz imam to srečo, da me pa je vse skupaj še enkrat dal in še zmeraj nisem na tisti točki, ki bi rekel, da je vse za nekaj dober, ampak ima pa zihar vsaka odločitev neko posledico in nekako smer tvoje življenje naprej. Plezanje je pa ob vsem tem neka tista stalnica, ki pač ostaja, ne glede na vse, zmeraj me nekako nazaj povleče, oziroma gor. Velika ljubezen, ne? Ja, Ker v bistvu ne razmišljaš verjetno, kaj daš, pa kaj dobiš, kaj zgubiš, ampak pač to tle je in... To tle je na tak ali pa drugačen način tako skozi nek zadnji. Hvala. Mina, zdaj v bistvu obdobje vrhunskega športa je zagotovo psihično, ne samo telesno, izjemno zahtevno. Pričakovanja, odpovedovanja, sva že prej nekaj o tem rekla, poškodbe, motnje hranjenja. A ti je bilo kdaj v karieri res težko? Mislim tako. A ti je bilo kdaj res tako hard? Oziroma, kaj ti je bilo, kako si borbala takrat? Na kak način si se uspela zmotivirati, pobrati, pokončno iti na trening? Ali pa tudi ne iti, no? Mislim, kako si to? Zdaj, jaz bi rekla, da sem bila zmeri toliko zaljubljena v plezanje, pa še sem, da nisem niti videla, da mi je hard. Pač sem šla, to je bil default mode, ni druge. Zato je, ker sem vedela, da koliko mi bo to dalo nazaj, ker pač sploh se nisem nikoli vprašala, a mi je težko ali koliko mi je težko, pač šla sem. In se tudi spomnim, da je bilo ponavadi, ne rečem, da niso bile težke situacije, ampak o poškodbah mi je bilo najtežje, ker sem se mogla ustaviti. In nisem mogla fizično v trenutek početi tega, kaj imam najraješ. In bi rekla, da takrat mi je bilo težje, kot recimo se iti s tako poškodovano ramo, da nisem mogla volana obreč odpeljati na trening. Pol me je trener ustavil, rekel, dvign roko, pač ni šlo, je rekel, lej, nam plezal danes. Ampak tudi zdaj, no, ko se ne ukvarjam več s plezanjem profesionalno, želim v svojem življenju stvari, ki jih počnem, pač početi s tem passionom. Da lahko vržem enormno uro ali pa energije v neki, ki me pač to inspirira, ki me to fila. Ker če te zadeve ne bi imela rada, ni šans, da to narediš. In jaz mislim, da če ne bi na tak način trenirala, ne prišla do rezultatov, kot sem, in če ne bi na tak način stvari, kot jih delam zdaj, delala, pač tudi se ne bi odvijala v smeri, kot se. Se pravi, v resnici nisi toliko borbala v resnici, da bi ti bilo nekaj ful težko, ker si pač to v osnovi generalno rada počela in pač, če si kdaj mogla malo bolj stisniti zobe, si vedela, zakaj jih. Ja, mislim, kaj ne pomeni, da nisem stiskala zob. Pač imela sem muskelfiber, bila sem sesuta po domače, kri mi je z blazin stekla vsak drug trening, ampak pač ja, to je pasalo zraven, ne vem, še zmeri sem lahko plezala. Dobar. Jernej, kaj od dnevu športnika je zato vse? Kako stvari pelješ, kadar ni tvoj najboljši dan? Srečo imam, da takrat, kad ni moj najboljši dan, da ima pa kdo okoli mene dober dan. Pa me pač potisne ali pa mi naredi meni dober dan. Te dvigne. Ja, hudo. Tako da pač, če ne bi imel ekipe pa družine take okoli sebe, pol pač na tiste dni, ki si slab, pa tilih pač ni fajn, verjetno ne bi kaj dosti naredil. Dober. Imaš pa slabi dni, tako kot mi vsi, jih vržeš čez ramo. Po moje, da ja. Ja, ali pa jih povozim, kakor kdaj. Točno to. Cool. A tebi muzika lahko vzame? Mislim, sama glasba, tako kot bi gledal, ne, je itak, to je neka lepa stvar, ker si potopljen noter pa uživaš, ampak
so pa ti procesi včasih naporni, ko moraš, se pravi, pri nas v Sloveniji smo majhni, pa zdaj z neko tako bolj alternativo. Moraš samo vse delati, ne, se pravi, biti sam svoj menedžer, meniti se z ljudmi, pač prideš na špil ob 4-5, za tiste ure igranja, ko uživaš 2 uri, je pol zraven začeš 6-7 ur druženja z ljudmi, pa pospravljanje opreme, pa to so ponovadi večerne ure, se čas tudi folk malo napije, pa je tako, spol še malo s psihologijo ukvarjaš. Tako da vse skupaj nekako ti bolj vzame te stvari, ki jih moraš ob tem delati. Samo igranje sem jaz vedno tako, s čistim srcem, vedno z veseljem počem, zato se tudi še zdaj trudim po ne vem kolikih letih. Zdaj bo skoraj že 20 let, odkar recimo nastopam, ne, pa špilam. Tako da vam še zmer, ko smo se prej pogovarjali pri ostalih, to neko otroško veselje pa strast do tega in upam, da to ne bo nikoli minil. Ne. Je pa tako, če pa zdaj slediš samo s svojim vzgibom, ne, da bi pa zdaj čisto samo glasbo se v to, da bi takole podal samo te svoje, ne vem, hobije, pa to pa tudi po moje ni fajn, zato ker težko pa z ostalimi ljudmi si neko življenje spleteš, pa to moraš tudi nekje malo mejo potegniti, da imaš ta svoj užitek v stvari, ki jih rad delaš, ampak je nekje meja, da tudi daš včasih tudi to, kar delaš na stran, pa kaj drugega pa narediš za koga ali pa za neko skupnost nekaj narediš. No. Tako, skozi moraš nekako razmišljati o nekem ravnotežju. No. Cool. Podobna scena je posod. Muska, plezanje, smučanje imamo vsi. Mire, v bistvo teb, ko pomisliš na gore, verjetno so stvari dosti enostavne. Lahko so enostavne, lahko se pa tudi zakomplicirajo, kakor daj. Mislim, kakšen dan imaš, kako se odločaš, pa tako naprej. Zdaj, jaz sem recimo prvo zares ta pravo nevihto v hribih, po nekaj letih sem doživel v Koglu, na sred stene. Ta prva reakcija je bila, da me je želodec zabolel, kva ne zdaj, a se odvežem pa dol vržem, ali kaj, veš, koliko je pokal, pa toča, pa babi še pa to. Ampak pa se umiriš in edina stvar je, da zlezeš tist, kar si namenil, ker tam ne moreš stati pa čakati, kdaj se bo narava usmilila, pa bo sonce posjal. Fertik, moraš. In s tem se tudi vola in trma in vse ta čustva in nagnjenja krepijo. Ne? Jaz lahko rečem, da sem za marsikšno stvar v bistvu ravno lahko hriben hvaležen in za vse tiste, ne bom, da nam preveč pompozen zvenel, ampak tako se je kovalo jeklo. Dobro, čvrsto je. Nisi pa imel nobene take izkušnje dramatične, da bi rekel, da ti je veliko vzel v nekem momentu, kakšna resna nezgoda, soplezalca, tebe, tazga. Ja, 2 soplezalca sta umrla, samo mene ni bilo zraven takrat, a veš. Pa prijatelja sta bila, a veš. Imel sem 3 nesreče, 3-krat sem se polomil, od vsake nesreče sem nekaj profitiral, odnesel. Od zadnje nesreče sem se zaklel sam pri sebi, da bom od zdaj naprej kladu in kline puščil doma in bom plezil samo še na vrtane smeri. Aha. In tega se držim. Ja. Ni več to tisti alpinizem, ampak nič hudega. Ja. Mogoče nisem glih najbolj primeren za ta pravega alpinista. Ja, ne, pač človek začne resne stvari plezati, pa jih pa enkrat tudi zaključuje počas. Ja. To je vse v redu. I can feel you. Tudi mene kdaj je strah. Ja, strah je dober po eni strani. To je dober. Ja. Ja. Ok. Pojmo mi zdaj meditaciji, da se nismo še dosti taknali. A imate pač nek tak dnevni ritual, dnevno rutino, kar počnete, ne vem, greste zjutraj na sprehod, se usedete ob reko Savo, date malce dol, pa delate Wim Hofa, recimo.
A vsak dan nekaj športate, ob točno določeni uri prej spijete točno določen zvark. Poslušate, igrate glasbo, dobro, zate vemo, ti zdaj, tle moš biti tih. Molite, hodite na sprehod sami sabo, grete na čaj k babici, imate neko dnevno rutino, kaj bi vi rekli, meditacija, Mere je itak že prej povedal. Matej. Ja, pa se mi zdi, da v bistvu po svoje se probam te neke prav rutine skoraj malo izogibati. Je pa nekaj, da malo začutim, ker se malo nabere vse skupaj, moraš presekati. In se mi zdi, da zame je tisto presekati točno določen trail, točno vem, kam sem šel zapeljati. Nekaj, kjer vem, kaj lahko pričakujem in padem v tak podoben trans, ko pač vidiš sam tistih 5 metrov pred sabo in si fokusiran na to in na koncu si sam, kaj je to dobro. Se pravi, ne dnevna rutina, ampak preseka dnevno rutino s prehodom sami sabo z biciklom po gozdu. Dobre. Mere? Jaz, če se le da, imam dobre pol ure jutranje gimnastike, čeprav ne ravno vsak dan, ampak provam vsak dan. Če zaspim, pol odpade, ker začne se 7:15. Okay. In če zamudim, pol ni ne več. Ostanem pred urati. V redu. Super. Mina? Jaz bi rekla prej, recimo, ko sem tekmovala, je bilo sigurno. Pa sem se zjutraj vstala, pa ure zrihtala, pripravila za na trening, pol domov. V bistvu, razen če so bili kakšni izredni treningi, sem imela ful monotone dneve, bi temu rekla. Ampak to pač iz vidika, ko je bila sezona pač toliko natrpana, razštelana, da sem se zavestno zniževala stres pač na unih področjih, kjer je bilo možno. Se pravi, sem stvari dala čim bolj, ne v tem, da bi me rutina nekak sila, da bi rekla zdaj ob 10 grem na trening, ob enih kosilo, ob 5 potuš, ampak je bilo vse pač nekak spontano, ma sem vedela, v katerem ritmu gre. Bi rekla pa zdaj mi je pa najbolj nekak rutina, da ko vseeno, kdaj moram priti še v Ljubljano, ne, da takrat, ko se vozim, lahko ful razmišljam. Da pač imam čas nekak za sebe, zato da razmislim, kaj mi je v lifeu cool, kaj mi ni cool, kaj želi mene plane narediti. In ponavadi tudi, kdo, ki se z mano pelje, pol tam išče radio postaje ali pa CD-je kdaj in jaz nuno, ne, pač nimam vsega v avtu. Ja. In bi rekla, da je to tak nekun čas, da imam pa zase in da lahko uredim misli. Cool. Pa seveda 1, 2 ali pa 3-krat na teden plezati ven. Dobar. Se pravi, meditacija za volanom, razmišljanje svoje misli. Mislim, se gledam mirene. na cesto. Ja, razumem. Pač ženske ste znane potem, da dobro multitaskate. Bom hitro probal tole. Super. Glasbo bomo zdaj spustili, ker to itak je bilo že govor o tem, pa seveda to je vedno lušten. Če vzamem recimo kitaro, pol takoj pol ure mine, pa že pozabim, kje narediti, kaj bi mogel, ali pa tako me čisto zapelje, ampak pustimo zdaj glasbo. Bolj to recimo, ko je Mire povedal, nekaj cajta sem imel to rutino, da sem dopoldne vedno, ko sem vstal telovadil, da sem se vzel 1,5 ure, 40 minut, pa razgibavanje, pa razne vaje. In to me nekako, to sem pa zelo, mi je bila zelo všeč ta rutina. Zdaj že 1 mesec štrajkam, ker sem imel neko operacijo na zobeh, pa sem mogel 1-2 tedna počakati, pa se zdaj zavleklo 4 tedne, zdaj moram pa spet s tem začeti, ker to mi nekako, mi čisto spremeni dan, ne? Več imam energije cel dan, bolj sem sposoben upravljati stvari. Se pa pazi, da tudi recimo, če grem za 1 uro sam na sprehod, da grem malo okol, če uspe v gost, recimo tle, ker sem iz Ljubljane, ne vem, saj do Rožnika ali pa tako po poti spominov, je tudi že fajn, ne? Ni pa tako, da bo vsak dan recimo imel to rutino, ampak trudil, da bo šlo nazaj na to, da je pa vsak dan neki. Veliko bolj bistra glava, no, če ne bolj zabasen, če ni tega. Super. Jerne, ti imaš nek dnevni proces? To pa vsaj v smučanju, no, zato pač, ker ni tako dvoranski šport, pa se tudi plezanje lahko v naravi, ampak jaz sem zelo veliko pač odvisen od pogojev v naravi, od vremena. Tako da včasih tudi za 1 dan naprej ne vem, kako bo izgledalo, ampak vem pa, da bo športno sigurno aktivno, sam pač čakam napovedi, pač kdaj, kako, kje. Ampak tako, ki pa Matej rekel, pa še tudi pač včasih presekati.
Zame je to, da si dan do konca musko na glas, pa gremo v kuhno, pa probam kaj v kuhni ustvarjati. Pa pol pač pustim en velik mez za sabo, pa mogoče kaj dobrega pojem. Dober, cool. Se pravi, pospravljanje ni del meditacije, ampak sam priprava. Hudo. Tudi to bom uporabil, kdaj doma. Bom rekel, sorry, sem meditiral. Jernej je rekel, da pospravljati ni treba. Zdaj, Mina, ti si zapisala takole, citiram, dokaj normalno se mi zdi, da se na neki točki vprašaš, kaj je sploh še normalno, so tvoji vzorci ok, ali že bliže kakšni patologiji in podobno, ter se o tem pogovoriš z nekom, ki to vlada. Se pravi, iz preventive do svojega zdravja se mi zdi tako dobro in dobrodošlo, da takšne zadeve predebatiraš z nekom, ki je strokovnjak na tem področju in ti tako lahko pomaga usmeriti, morda razjasniti določene zadeve ali strahove. Se pravi, to se je nanašalo po mojem na motnje hranjenja. Moje vprašanje pa je strokovna pomoč, se pravi, nekaj lahko naredimo sami z našimi dnevnimi pristopi v življenju, tako ali drugače smo slišali zdaj, kako se vi k temu spravljate. A bi mogli ljudje se večkrat obrniti po pomoč k nekim mentorjem, k nekim strokovnjakom na tem področju? Jaz mislim, da nasploh ne gre tle za iskanje pomoči, ampak je velikrat tudi, zakaj se ne bi obrnili v bistvu z izboljšanjem sebe. Tako sem rekel, do mentorja v biznisu ful hitar greš do enega mentorja, pa ga vprašaš, daj ti si naredil center, daj mi malo pomaga, jaz bi ga tudi. Pri teh stvareh, ko pa pride do mentalnega zdravja, pa ponavadi čakamo, da je že res hudo, da je na meji bolezni in šele pol gremo. In zdaj, če smo realni, večinoma se psihologi, če vzamemo klinično patologijo in psihiatrijo, ukvarjajo pač zdravimi in motiviranimi posamezniki. In za moje mnenje, če imamo to možnost, če imamo te resurse, bi pristop do nekoga, ki se ukvarja s tem področjem, mogo biti enak. Tako greš pač do enega mentorja na biznis področju ali pa kjekoli druge, ali pa do nutricionista, tako pač lahko greš do enega, v redu je, ma povej mi, kaj lahko naredim, da bo boljš, ali pa da me bo manj bremenilo, in bi rekla odgovor, ja, definitivno se premalo poslužujemo tega. Zdaj je zaznati, da v bistvu narod se več poslužuje to vrstne pomoči, več kot na neke posvete, pogovore. Ni to zdaj pač, bom rekel, neka trenutna moda, ampak v bistvu je to stvar, ki absolutno ti seveda podpiraš, ste si študirala na tem področju. Se pravi, če imamo feeling, da bi nam nekaj lahko koristili, sam pa imamo nobene nelagodnosti, predsodkov, sam piči, pokliči. Če lahko izboljša življenje, ne vem, zakaj ga ne bi, ali pa si ga olajšaš. Hvala. Pa me pa zanima še, se pravi, ti si strokovnjaki na področju biopsihologije. A nam lahko to majčkeno odkriješ, kaj je biopsihologija? V bistvu večino imaš itak enak program kot psihologi. Se pravi, se seznaš z osnovnimi psihološkimi temami, razvojem, potem psihopatologijo. Dodatno pa imamo malo več poudarka čist na, se pravi, na živčeju, na hormonih, na sestavi telesa, tudi na psihofarmakologiji. Se pravi, da malo bolj razumemo, tako kot smo prej govorili o hormonu sreče, se pravi, v povezavi čist biologija in možganov. Tako da so nam malo bolj jasne stvari, ne samo tok iz filozofskega pristopa ali pa socialno-kulturnega, kak je posameznik vpet v družbo, ampak tudi iz tega malo bolj biološkega odzadja. Super, hvala. Tako. Zdaj me pa zanima, v bistvu, zdaj smo definirali, da so mentori, psihologi, in na nek način tudi trenerji, ne. Jaz tudi trenera dajem v bistvu malo v ta koš. Trener bi mogel biti na pol, ali pa učitelj bi mogel biti v bistvu tako multifrajer oziroma multifrajerka, tako res oseba z zelo širokim spektrom znanj pa sposobnosti. Matej, tebe, ki so v bistvu
oba dva kolega, ki so vaju po poškodbi pripeljali v bolnico, ki ste se zavedli svojega stanja. A ste imela kako strokovno pomoč, ki vam je pomagala postaviti nove cilje, v bistvu ugotoviti, kako boste jutrišnji dan z veseljem zjutraj začela, ko se ta zbudila? A ste imela neko strokovno pomoč, ali ste v bistvu sama definirala svoje veselje in pika in to je to? Ja, zdaj strokovna pomoč, kar se tiče psihologinje, je bila na Soči. Sicer ti mislim, da si bil takrat itak na otroškem oddelku, tako da je vseglih malo drugačna situacija bila takrat. Moram pa priznati, da jaz se takrat s psihologinjo, ne vem, zdaj, ko gledam za nazaj, imam občutek, da itak še nisem bil pripravljen tega dejansko sprejeti in tudi se mi zdi, to je zdaj zelo laično, ampak ti, če nisi pripravljen pomoči sprejeti, si čist zaprt in itak ti noben ne more zraven do tega prijeti. Potem, ko priješ enkrat do tega, da rabaš nekoga, da sam zelo težko kamorkoli prideš, pa se mi zdi, da sem najdel predvsem neko oporo v bližnjih, v družini, ki so me podpirali povsod in potem seveda tudi na športni poti v praktično vseh trenerjih, ki sem jih imel, ki super delamo, vsak me zna po svoje nadred, pa nekaj pokazati, pa me voditi naprej. Super. Zdaj vidimo, da si na pravi poti. Koliko časa si pa rabil, da si splezel ven z tega občutka, ki si bil pač malo ujetnik samega sebe, da si se bil sposoben odpreti, prisluhniti, sprejeti pomoč družine, prijateljev, strokovnjakov? Ja, zdaj tisti začeten šok, ko pač priješ iz tega, da dejansko lahko si v pogonu 24 ur plezaš po hribih, spiš na -10 in potem priješ na to, da si malo grdo povedano ne moreš riti samo brisati. Je ogromen šok in mene ni sram priznati, da pač prvih 10 dni bolnice je bil jok in grozen je. Se mi zdi, da pa nekako po nekih 14 dneh, 3 tednih pa sem jaz prišel do nekega spoznanja, da sem pač na najnižji točki in da od tam gre lahko sam na gor. In ko je bil dejansko je bil pač klik, kot da bi skoraj rekel iz danes na jutr in od takrat naprej sem začel življenje malo bolj tako gledati. Cool. Hvala. Hitro je šlo. Hitro si se rešil. Pa pri tebi? Jaz mislim, da je pač najna zgodba tako, mogoče sem šel lažje skozi to, zato ker sem bil otrok. On, tako kot je rekel, on je že velike doživel, velike videl, velike lahko počel in je pač tudi velike lahko zgubil. Jaz sem pa zgubil vrtec pa risanke, to je bilo pa to pri tistih letih. Pa starše. Pa starše, ja, ampak pač meni se zdi, da kar se pač mene tiče, tako moje podobe, pa mojega načina življenja, pač jaz to sem in jaz sem to navajen, ker pač večino življenja sem preživel tako, kot ga živim zdaj. In niti se nikoli pač na srečo nisem kaj dosti obremenjeval, pač res jaz sem bil takrat, ne vem, ali pa prvošolček sem bil pol. Če so se pač drugi lovili po nogah, sem se jaz z vozičkem, pa če so drugi lazali, pač tako sem jaz lazal malo drugače. In sem imel srečo, da me nikoli noben pred temu ni zaviral, da nikoli pač ni bilo, mogoče pa to ni zate. Vem, da ne vem, me je bila strah bremzati z vozičkem, ker sem prišel iz bolnice. Pa mogoče kakšnega otroka bi tako lepo počas mene pa brat pelal za hrib, mislim na hrib za bajto, pa me je pač spušal, pa ali se už ustavil, ali pa temu z fasade podrzal. Tako pač. In jaz sem se tako navadil živeti, karkoli sem hotel zmeri pač probati ali pa se sam naučiti narediti nekaj po svoje, pa prije do istega cilja, kar mogoče kdo po lažji poti me noben ni zaviral. V bistvu so mi samo pomagali, tako da pač se mi zdi, da je bilo še vsem pač res meni lažji, ker sem se naučil živeti od začetka, kar pa pač mogoče nek bil res hudo presekam, pa mogo se vse na novo naučiti. Jaz pač sem zrasel s tem. Respekt. Mina,
Zdaj, v mojem vidnem polju, ali pa v našem navijaškem vidnem polju, si vedno delovala psihološko strong as it gets. Pač res močna. Ti si imela kdaj kakega strokovnjaka za glavo, za pristop, tekme, anksioznost, stopnjevanje, napaljenosti? Ne, v bistvu zdaj tekom moje tekmovalne kariere nisem imela kakšne psihološke podpore. Oziroma, enkrat sem šla nekam, sem dobila bolj samo recimo psihološke tehnike, brez tega, da bi mi nekdo povedal, kak pa kam pa kdaj zdaj to uporabiti. Kaj jaz mislim, da je drug del vsega skup. Tako da ne, tekom moje kariere nisem sodelovala s športnim psihologom, a zdaj za nazaj pogledam, ker sem tudi sama šla polo izobraževanja za to. Pač ja, bi mi olajšal marsikaj trenutek. Zdaj vprašanje, če bi bili rezultati boljši, pa verjetno bi mi bilo pa kdaj malo lažje. Pot bi bila bolj fajn. Ja. Zdaj v bistvu s tvojim res širokim naborom znanj, tudi z tega strokovnega vidika, lahko danes mladim, s katerimi delaš, se pravi z mladimi plezalci, reprezentanti, imaš pač širok spekter od same tehnike, tekmovalnega pristopa do pač te psihologije. Me pa zanima specifično, kako se v bistvu spoprijemate z vprašanji ali pa z problematiko motenj hranjenja? Vemo, da to je v našem športu prisotno, ne samo v našem športu, marsikaterem športu. Kako se v teh stvarih pogovorite z mladino, ki vemo, da so še zaradi tega, ker so mladi, ker so v obdobju adolescence, včasih težko sprejmejo neko kritiko ali pa nasvet, kaj mi zdaj vi ta stari govorite. Skratka, kako tukaj pristopate tako? Jaz bi rekla, da v športu večinoma govorimo tudi o motnjah prehranjevanja. Se pravi, motnje hranjenja so neka klinična točka, prehranjevanja pa je v bistvu spekter. Od nekaj optimalnega do nekaj, kaj pravimo, da pač je res ni več primerno oziroma niso prilagojeni vzorci vedenja. Od bruhanja, prenajedanja, res ekstremnega dietiranja. In zdaj vse vmes so pa neka motnja prehranjevanja, ki pa različno, za kak se pri posamezniku kažejo. In tudi v športu je pač že sam šport res ta dejavnik tveganja. Ker velikokrat imamo v športu pač posameznike, ki se trudijo za šport, ki so niti ne perfekcionisti, ampak zelo predani temu, kaj delajo. In sploh v plezanju je tam pa mentaliteta lažje, boljše, zelo popularna. Po drugi strani pa športniku, ko vlagaš ful v svoj šport, se ti zdi, ok, če toliko cajta treniram, imaš željo na vseh področjih vse narediti. Čemu pa še tudi prehrana in ostale zadeve, kaj gre zraven. Kljub temu, da marsikdo ne vidi, da si morbi dela škodo. In zdaj, kaj najbolj učinkovito se je izkazala preventiva. Se pravi, da mlade izobražujemo o nevarnostih tega, da v bistvu kaj lahko dolgoročno prenese motnje prehranjevanja, pa neprilagojeni vzorci prehranjevanja, do tega, da v bistvu svoj napredek z lopatko mečejo čez okno, plus tega, da jih pač tudi učimo sprejemanja samega sebe. Se pravi tudi, da ti svojo konstitucijo in svojo genetiko, ki si jo dobil, narediš največ. In bi rekla, da tudi že v mladinski se kažejo razlike v primerjavi z člansko ali pa z generacijami, s katerimi sem jaz zrasla, ki tega nismo bili deležni. Ta druga, enakoredno pomembna stvar k temu, kaj sem zdaj povedala, je pa definitivno izobraževanje trenerjev. Ker sploh zdaj niti ni to, kaj moški ali ženski trenerji zavestno ali pa nezavestno, že sem s kretnjami ali pa s kakimi opaskami, ki se sami ne zavedajo, da so jih rekli, ali pa da sam pogledajo, kakšno, ko grem in pa si mislijo, ta je pa mal, zelo lahko veliko vplivajo. In mladinci opazijo te stvari, ker so pozorni, ker jih iščejo v bistvu. So toliko bolj senzitivni, videz, samopodoba, vse te stvari so brez športa zelo pomembne tematike v odraščanju in najdejo te signale, tudi če jih mi dejansko ne damo ven. To sem zdaj kot fotor ujel, tudi kak nasvet, pa ne samo na področju prehrane, ampak na splošno, se pravi, včasih je manj absolutno več. Ja. Super, hvala. Zato pa imamo strokovnjake.
Imaš ti kakega mentorja, kateremu se zatečeš po nasvet, kadar ti je težko ali pa ki se ki malo zatakneš? Ja, mislim, skoraj nujno, da imamo vsi nekje možnost nekega pogovora. Jaz sem imel mogoče to srečo, da imam fajn starše, pa čeprav ni bilo v družini tako, da bi se dosti pogovarjali o problemih pa o teh stvareh, bilo veliko ljubezni, pa tudi vedno, kadar mi je bilo kaj hudo, sem lahko to delil, pa sem dobil pol nek, se mi zdi tak pogled, da mi je mal osvetlili stvari ali pa bilo lažje, ne. Sploh glede življenja, glede kakšnih stvari, ki so me težile, mogoče to srečo, da z družine lahko dobil, ne, kar zelo veliko pomeni, pa sem vesel, ne, da imam take starše. Zdaj, kar se tiče pa same stroke, pa muzike, pa to, kaj mene zanimalo, se mogel bolj sam učiti pol. Tako da sem bil bolj sam sebi prepuščen, ampak je pa pač veliko muzike za poslušati in lahko s poslušanjem v bistvu, ko se ti posluha razvije, pa lahko učiš pol iz plac dol, ne, pa iz muzike. Ne. Imel sem pa enega učitelja sicer za kitaro na začetku, prve 2 leti, ko me je pa zelo navdušil, je bil tako zanimiv človek, nekako mi je uspel to lepoto pokazati, ne vem, inštrumenta glasbe, da me je zagrabal. Ne. Mogoče je bil tudi ta prav čas, ker sem bil v puberteti, tako 15 let sem bil star. Ker prej so me silali doma za glasbeno šolo, oziroma silali, spodbujali, da naj grem. Sem bil 4. razred, star 11 let, 10, me je zanimala sam košarka, fuzbal, igrišče, pa počasi te igrice računalniške začeli prihajati, so bila prva leta, to troje, ne, se pravi, kakšna muzika, ne, takrat nisem bil, pa se nekako lih poklopili in takrat sem imel enega tazga fajn učitelja, da se mi zdi zelo, zdaj, ko za nazaj gledam, je vplival na to, da sem razvil to disciplino. Je bil tak, ni bil strok, ampak je bil zanimiv tip, tak mal zelene oči, en kuščer, pa dolge, take sive lase, pa mled je bil tak zelo poseben karakter, no, zelo introvertiran v bistvu. To so pol vsaka ura, ki sem imel z njim, je bila tako nekaj posvečenega, sem mogel res, imel tako občutek, da se moram pa zdaj prepraviti, pa nekako mi je to ljubezen ne hote, ker ni bil tako zelo spodbojevalen, ampak mi je vsem nekaj predal, da sem vzljubil to. To se mi zdi zelo pomembno, no, za kjerkoli stvari, da si dovolimo tudi ali za te primere, tako kot zdaj, ki sem rekel, ali pa za te primere, če se kdaj počutimo šibke, da se pogovarjamo ali s prijatelji, ali z nekom, komu zaupamo, vsaka stvar nam lahko čist drugač pol odpre vrata, ker še sami ne vemo, da nam jih bo. Pa niti ni treba toliko, da je nek mentor na strokovnem področju, kot pač človek, ki te posluša, pa ti da ti malo nastavi ogledalo ali pa te sam posluša. Ja, pa ti iskreno pove včasih, tudi nekaj, kar noče slišati, recimo. Ja, to si rado. Se mame znajo to. Mere, kdo so bili pa tvoji mentori v tvojih začetnih letih, ko si začel v hribe zahajati? Koliko si bil sploh star, ko si tako? A si že od mladih let hodil gore? Ne. Jaz sem šel prvič, mislim, Šmarne gore naštejem. Kaj je bila Drugače smo v Ljubljani. Ekskurzija, ja. Prvič sem šel na Triglav, mislim, da leta 70 verjeten, zato sem šel naslednje leto v vojsko in nisem hotel biti eden od tistih Slovencev, ki še na Triglavu nisem bil, da me ne oni dol zajebavali, ne? A veš. Pol je bilo ene par let pauze, pa sem pa ne vem kako že zašel v planinsko društvo Špik, ki je takrat deloval v Mostah, čeprav danes ga ni več. Tam smo pa začeli z izleti. Imeli smo enega dobrega vodnika, ki nas je pa tudi času kakšen brezpotje zapeljal. Tam sem videl, da je to pa čist druga pesem in mi je bilo to bolj všeč, ker je bilo bolj pestro, bolj zanimivo. Tudi enkrat smo neki amatersko abzajljali nekje tam gor v Zeleniških Špicah, a veš. In da sem to začel sam delati na svojo pest. Pol, ko sem se pa enkrat kumi zmazal, se bilo pa treba odločiti, ali bom s tem nehal, ali pa nekje se bom mogel nekaj naučiti, ker poplezavanje ni isto, kot hoja, a veš. In tako sem zašel na alpinistično šolo v Matici, ne zato, da bom šel v alpinizem, ampak zato, da bom se mal znajdel, da bom kakšen znanje pridobil. In medtem, ko smo mi skozi to šolo, je pa mene zagrabila. In sem padel v plezanje in če verjamete ali pa ne, jaz sem takrat vedel, da bo to moj šport za cel življenje. Koliko si bil star takrat? 35. Ja. Top.
Ja, glih, veš kaj, če bi šel prej, ne bi bil več živ. Sigurno. Sem bil prenaumen, prelahkomiselen, premalo odgovoren. Takrat sem bil že majčken zrel, ko me je glih puberteta zapustila in je bil pravi čas. Moški ego, to je kar velik sovražnik naš. Ja. Ja, kakor se vzame, čas ti prav pride. Vsak svoje. Ti sodeluješ s trenerjem, ki je bil tvoj učitelj športne vzgoje? Ja, mislim, ni bil moj prvi trener, je bil tudi učitelj športne vzgoje. Zdajšnji trener je pa tudi učitelj športne vzgoje, ampak nikoli ni učil mene. Okay. Tako da imam nekako tako trenersko, profesorsko navezo že tudi skozi. Super. In zastopite se dobro, delate odlično. Ja, Avtoriteta včasih je fajn, da imaš človeka, ki je tako na dveh področjih, ampak včasih po treningu, da imaš pa enega profesora skozi zraven, da pa še s knjigom okoli tebe leta, pa tudi ni profleten. Ampak ja, jaz sem že večkrat rekel, da je Roman zdaj nekako moj drugi oče. Pa tudi, če bi imel svojega očeta, bi šel sam po mojem več časa zdaj z Romanom preživel. Tudi on verjetno več časa preživi z mano, kot s svojimi otroki. Tako da mogoče še določene stvari malo bolj osebno jemlješ, malo bolj verjeten on, sploh pa jaz vem zase, da pazam na svoje besede pa na počutje, ker vem, da ni to sam en profesionalni odnos, ampak je že malo večja povezava. Prijateljska scena. Super. Tako, dobro nam gre, v bistvu smo zdaj že kar veliko stvari se pogovorili. Zdaj pa v bistvu me zanima tako za neko piko na i temu delu pogovora, pa bomo še malo pominjali, pa se še ena na ena s kom od poslušalcev kaj pomenili, ali pa kukorkoli, ali pa en čez drugega, vsi čez enega, kukorkoli. V bistvu me zdaj zanima, to je moje zadnje vprašanje, takole, trenutni projekti, se pravi, kaj so zdaj une stvari, ki so zdaj najbližji fokus, ki vas motivirajo, ki vas tudi malo neugodnih občutkov spodbujajo, ne vem, kakšni so projekti. Recimo, bom začel s kolegom Muskontorjem na moji desni. Zbral sem, da kitara tlega vedno zmagaš. To vidimo, no, drugače. Tudi jaz, ki nisem strokovnjak, vidim, da s kitaro sta res domača. Bral pa sem, da malo z vokalom si imel malo distance, mogoče kdaj do vokala, ali pa vokal do tebe, kukorkoli. Samostojna plošča, to nam mečka zdaj razloži. Ja, mislim, mogoče zdaj, ker sem malo starejši, zgubil sem ta občutek, da pa zdaj pa se moram pa dokazati celemu svetu ali pa nekaj, ki si mlajši, da imaš občutek, da boš pa zdaj gore premikal, pa ne vem, da hočeš biti najboljši, pa tako, pa tudi ni, mislim, muski je še zmer, kakor je podobno športu, je tudi ni, pač je neka tekmovalnost na nekem drugem nivoju. Vse te stvari, ko si malo starejši, grejo stran in pa se začne neka tista lepa, čista lepota, samo ustvarjena, ki si želiš mogoče sam tudi čas vzeti za ustvarjati pa to. In mene zelo zanima tudi poleg kitare še ostale inštrumenti, igram tudi bobne, bas. Pel sem vedno rad na to, kar si me vprašal za vokal, ja, to sem vedno rad delal, ampak je bilo tako naravno, samo od sebe. Kitaro sem se zelo učil pet, pa ne. Ampak sem se pa nekako čutil tako, želel sem si tudi spet. No, in na teh prvih koncertih, ko smo včasih še punk, pa Skaj igrali v srednji šoli, se spomnim, ko je prišel en iz publike do mene, pa rekel, ja, sej, špilali ste tako za silo še, ampak toliko slabega vokala, kakor ga imaš ti, to pa nisem še nikoli slišal, ne. In me tako, mislim, ni me spet toliko potrl, ker sem vedel itak, ja, da ni tako dober, je imel prav, ampak se še zmer to delo rad, kaj me je vlekel, ne. Tako da zdaj zadnje leta sem mogoče začel to še ful bolj razvijati, ne, ampak itak pojem že cel cajt, kakor tudi kitaro igram, tako da to se tudi počasi razvijal. Sem pa začutil, da bi mogel pač več časa s tem preživeti, če bi hotel na ta nivo spraviti. Ne. Ni pa čas zdaj za vse, da bi pa še bobne, bas, vokal. Ja. Pak je to neka želja, zdaj čim več ustvarjati, pa
Ja, nekaj smo preigrali tudi okoli po svetu, že še mogoče malo več tega, dokler je še tako volja, pa to pa kam starejše vprašanje, če se mi bo dal. Ne morem to še malo stisniti na ta način. Da... Preveč gostov. Vsakim bi se lahko pogovarjal še 1-2 urce. Bomo še kako razdelili. Hvala za to. Tvoji kratkoročni plani, kaj je zdaj una stvar, kjer je točka fokusa, razen jutrišnjega treninga? Pač, meni se zdi in dolgo in kratkoročno, zdaj pač te 3 sezone do naslednjih iger. Sicer se sliši veliko, ampak ta cajt se hit obrne. Pač, če ne posvetiš vsega časa zdaj temu, bomo malo sezono 2026, jaz bom pa samega sebe sprašal, kam sem pač cajt vrgel. Tako da to, mogoče kar se pa te sezone ali pa pač malo krajšega obdobja tiče, bi pa rad pač tudi sam veliko naredil na pač psihični pripravljenosti, ker imam nekako prevelik razmak med občutki iz treninga pa iz tekem. V bistvu ne vem kako ostali športniki, ampak jaz sem bil mlajši, zelo nerad tekmoval. Mene je bilo ful dobro smučati, pa ful dobro to početi, ampak pač tekma mi je bilo pa zmeraj en tak stres. Zakaj moram to početi? Pa zdaj si malo že blizu? Pač ja, zdaj rad tekmujem, vse mi je ful dobro, ampak še vsem se pa ne morem tako nekako prikazati, kot bi se sam rad. Tako da to je en kratkoročen ali pa mogoče pa celo dolgoročen cilj, ker verjetno se čez noč ne bo vse obrnilo. Tole boš odključil zdaj, pa bo pa olimpijada. Imamo to. Hvala. Mina? Imaš zdaj kak projekt, oziroma kater projekt je ta, ki te zdaj najbolj zaposluje, najbolj vlagaš energijo? Projektov je kar velik. Zdaj, lahko sem zelo konkretna, ampak nisem še vdala magistrske, tako da to je zdaj res tako kratkoročen. Drugač pa bi rekla, da zaenkrat vse stvari, ki se jih lotim od, ne vem, dela z mladinci, potem poučevanje plezanja, v psihologiji, razne delavnice, ki jih imam, da gre vse v pravo smer in je največji projekt, da v bistvu shekam life talk, da bom delala res tisto, kar si želim. In tako, kot sem rekla, v plezanje sem lahko nenormalno veliko lagala, nisem čutila, da se trudim, v bistvu sem delala tudi proti ostalim ogromen. Tako pa želim zdaj narediti, da bom delala tisto, kar me veseli, kar ne pomeni, da ne bom delala, ampak sam, da morbit nam čutila, ker bo to tako moj passion. In tle grejo za energija in smernice. To je dobro. Zdaj bomo poprašali še mečkom bolj izkušenega med nami. A je to mogoče, Mire, da delaš sam tisto, kar je lušten? A to gre v lifeu? Ja, zdaj nekaj časa ratuje, ampak to ni dolgoročno obdobje. Ja. Hvala, sorry, Mina. Mislim, jaz se s tabo strinjam. Mire, ti nimaš pojma. A lahko sem nekaj dodam. S tem pač ne mislim, da bom delala samo ono, kaj hočem. Saj tudi, ko sem trenirala, verjetno je bilo 20% unih stvari, ki mi je bilo všeč. Tako da na to sem redi tudi zdaj. Sam pač cel paket, da pa malo ono tvojo, kar si želiš početi. Sej. Mislim, da imamo podobne cilje vsi. Super, hvala. No, še pod vprašanje imam še, sorry. Tema magistrske? Tema je pa v bistvu anksioznost, potem simptomatika neurejenega prehranjevanja in zaznavanje zunanjega pritiska na telesno podobo v plezanju. Mal je dolg naslov, ampak v bistvu tole področje, ki smo se ga že prej dotaknili, malo za samo tesnobo, zunanjim pritiskom, se pravi, kako eno na drugo vpliva, raziska te povezave. Super, dober. Mire? Ja. Projekt? Moj kratkoročen projekt je, kako ne pridem do enih 2-3 dni, da ne nič delo, ampak sam bral. Ok. In se pravi, ti si tipičen upokojenc, ki je v penziji tako zaseden, da... Nažalost, čas pa še se veš, kako je to. Čas bi šel kar za nedodnjo službo. Tudi to si bomo zapisali, ker nam bo najtežje, se bomo spomnili na te, da zdaj moramo uživati, kad hodimo, ker imamo to veliko radost, da hodimo v službo. Pazi, to je bilo res, ne vem, kako je v današnjih časih. Dobar je, nimamo se kaj priteževati.
toplo nam je, lačni nismo, službe hodimo radi. Fajn. Kdaj moramo pa tudi kaj podelati, kar nam ni všeč. Ampak se to je že Mina povedala, ti, to nam je vse jasno. Matej, tvoj projekt? Zdaj le tak zelo kratkoročen je par zdravstvenih zadev si porihtati. V tem času mora biti to izkoristiti za neko boljšo plezalno formo, na tak malo bolj specifičen način. Dolgoročen projekt, športno gledano, upam, da nekoč olimpijada. Zdaj smo v procesu tega, da paraplezanje se mora biti pridruži težavnosti, pa balvanom, pa tudi hitrostnem plezanju. Že v Parizu ali naslednji cikl? Los Angeles. Zdaj le enkrat v teh tednih pride ven odločitev, a smo noter ali čakamo še en cikl. Predvsem so pa zdaj le projekti bolj na privatni ravni, poroka v prihodnem letu, malo kakšna hiša se nek obeta nekoč, tako da premalo cajta za vse. Veš kaj, prej si rekel, da ni stresa, to vse imamo. V redu je, super. Jaz bi se vam zahvalil, iskreno, da ste prišli. Vesel sem, da smo se tukaj danes dobili. Never come back up.